Lepo pozdravljeni, ponovno dobrodošli v oddaji Moj dom. Danes je z mano gost, Peter iz družbe Elementum. Pozdravljeni. Gospoda Petra sem povabil, ker smo v zadnji oddaji imeli primer, da je gospod, ki je kupoval nepremičnino, izrazil željo oziroma je rekel, da ima nekaj denarja naloženega v plemenitih kovinah in kako bi pretopil te plemenite kovine in bi jih vložil v nepremičnino. Tako da lahko dam Petru eno besedo, da se nam tudi on sam predstavi in pove, kaj dela, potem bomo šli pa malo naprej. Živijo, Peter. Živijo. Hvala za povabilo. V podjetju Elementum, ki se ukvarja izključno z naložbami v fizične plemenite kovine, smo že na trgu od leta 2006. In bom rekel, v teh skoraj 18 letih smo resnično spoznali trg plemenitih kovin do, bom rekel, fundamenta. In lahko rečem, da je izjemno zanimiv in pa, bom rekel, zelo perspektiven. Zato, bom rekel, je naša želja resnično ozaveščati, kako na pravilen način kupiti plemenite kovine, zakaj jih kupiti, kaj lahko z njimi potem naredimo, ne? O tem se bo še pogovarjala, na kaj je treba biti pozoren, kje jih shraniti, kako je z obdavčitvijo in kako je z likvidnostjo, ne? Ker vemo, predvsem v času kakšnih turbulenc na trgu je likvidnost kralj in tukaj verjamem, da plemenite kovine lahko veliko teh izzivov dobro rešijo in za stranko, ki ima plemenite kovine in potem, ko želi te plemenite kovine prodati in pa namenjati za mogoče kakšne druge stvari. Zdaj tukaj sva mi dva na dveh bregovih, bomo rekli, ne? Jaz sem strokovnjak na področju nepremičnin in verjamem v nepremičnine. Lahko te tikam, ti si strokovnjak na področju plemenitih kovin. Zdaj, jaz lahko rečem, gledajte, v zadnjih 2 letih so meni nepremičnine zrasle za 70–100%. Kaj pa lahko ti rečeš na... Jaz bom tako rekel, nismo na 2 bregovih, ne, ker v bistvu vemo, da želimo strankam povečati premoženje, ne. Mogoče en zanimiv podatek je, ne bom rekel v 2 letih, ampak v zadnjih 15 letih so plemenite kovine, govorim predvsem o zlatu in srebru, v povprečju rasle za 8% na leto, ne. Seveda so bile vmes tudi, bom rekel, večja, boljša leta, tudi določena leta, kjer je bil donos negativen, ampak tudi nikoli ne priporočamo naložbo v plemenite kovine na kratek rok, vedno od 3 do 5 let ali več. Nenazadnje v tem primeru lahko tudi te negativne nihanja obrneš sebi v prid, ne, ker ja, a je dobro, da so danes nepremičnine drage. Odvisno za koga, ne, tisti, ki jih prodaja, ja, za onega, ki pa kupuje, pa je to v bistvu vedno večji izziv. In vedno je pol, bom rekel, ponudbo povpraševanje tista, ki pol da ta pravo ceno, ne. Ja, so se prav se izplačali tudi kupiti pred leti, ko so bile obrestne mere nizke na trgu, ne, ko smo lahko fiksno vzeli zelo dobro, se je izplačal tudi vložiti v plemenite kovine, kakor razumem. Ja, absolutno. Zdaj, če gledamo res za nazaj, če rečem, mogoče ta mal daljši vidik, se pravi 18 let, takrat, ko je podjetje Elementum bilo ustanovljeno, je recimo bil kilogram zlata je bil vreden 16.000 evrov. Danes je kilogram zlata vreden preko 70.000 evrov. Tako da, če gledamo z naslova donosnosti, je bila to ekstremno donosna naložba, absolutno, ne. Verjetno nimam občutka za nepremičnine, ampak mislim, da sta dosti tam, ne. Ampak jaz bi mogoče drugače gledal, ne, ker to je pomembno pol tudi zaradi pogledov naprej. Evro letos praznuje 25. obletnico obstoja. In v teh 25 letih je evro izgubil na kupni moči proti zlatu 85%. Se pravi, ima samo še 15% te kupne moči. Zakaj je prišel do tega? Je glavno vprašanje potem. Ja, zato, ker so printali vedno več evrov. Zakaj so printali vedno več evrov? Ker so se mogli zadolževati za tekočo porabo, ne. In verjetno se strinja z mano, ne, 100 evrov danes je bistveno manj vrednih, kot pred 5 leti, ne. Oziroma zelo verjetno bo čez 5 let tudi bistveno manj vrednih, boš manj lahko kupil. No in v luči tega se mi zdi pomembno gledati pol tudi, kako se za naprej obnašati, ne. Zato trdim, da sva midva v bistvu na najbolj enakem bregu, ne, niso na nasprotnih, ker bojo po mojem mnenju tako nepremičnine kot plemenite kovine
rasle v vrednosti. Seveda z nihaji, ali pa mogoče bom drugače povedal, navajo rasle v vrednosti, ampak bo vrednost denarja še bolj upadala. In zato v bistvu moramo iskati načine, kako se zaščititi, bom rekel, proti razvrednotenju denarja. Ker to je zdaj dejansko dejstvo. Po mojem mnenju, dolgovi so ušli iz vajet. Ne da se jih več kontrolirati, se lahko samo še povečujejo. In imeli smo v Jugoslaviji eno lepo izkušnjo, konkretno izkušnjo z inflacijo. In kaj se je zgodilo? Takrat so ljudje, v bistvu, ko so dobili prihode, kupovali nemške marke, danes kupujejo pa zlato pa srebro. In pa, bom rekel, glede na to, da je veliko denarja na bankah, se investira, to pa verjamem, imaš ti konkreten podatek, pa ogromno nepremičnine. Ja, to je res, Peter, dejansko v zadnjih letu in pol ali pa 2 letih, ko se je pojavila ta inflacija, so ljudje, ki imajo na bankah, vemo, da je na bankah kar okrog 30 milijard. 30, ja, skoraj, ja. Skoraj 30 milijard evrov imamo naši državljani na bankah in so začeli čutiti, da je naložba v nepremičnino oziroma v ene druge stvari, kot realne stvari, pametna, ker tukaj res so izgubili ogromno denarja. Tako da prej sem omenil obrestno mero, tudi obrestna mera se nam je zvišala, se pravi tudi, ko kupujemo zdaj nepremičnine, se nam je ta zadeva podražila in je tudi malo težje kupiti. Tako da fajn je to imeti. In sem prav študiral zdaj, ko sem se pogovarjala, nepremičnino kupiti ni enostavno. Moraš imeti že en tako malo večjo količino denarja. Se pravi, da pametno bi bilo, če bi jaz začel varčevati pred 20 leti, ko sem bil še mlad, seveda, pa bi dejal minimalne količine v plemenite kovine. Danes, ker sem pa tudi videl, sem prišel, preden sem imela dobila pogled, kako pa kaj graf, pa vidim, da je tudi v zadnjem času je to kar poraslo, kar nenormalno visoko, bi pa to prodal, bi imel že eno količino denarja in katero bi pa lahko vložil v nepremičnine. Tako da ja, kako sem rekel, mogoče sva na različnih bregovih glede investicij, ampak če se pa mi da poveževa, pa jaz spoštujem tvoje nasvete, kako na začetku delati, ti pa potem moje, ko boš hotel to, ko boš naredil količino zapraviti, sva pa mogoče hitro v istem čovnu. Tako, ja. Tako pogledamo. Tudi naša filozofija je, da v bistvu moramo gledati sama varčevanja ali pa ustvarjanja premoženja ali pa optimizacije, zaščito premoženja skozi celotni življenjski cikel. Ker pol je veliko lažje ali pa veliko ceneje. In recimo sam imam 2 otroka, se pravi 11 let in 14 let sta stara. Želim si, da bosta odrasla, bom rekel, v samostojni osebi in bom rekel, da bosta naredila šolo, da bosta imela dobro službo, pa da se bosta lahko samostojno preživljala in živela v lastnih nepremičninah. Ker ne nazadnje, verjamem, to boš tudi povedal, saj Slovencem je lastna nepremičnina zelo pomembna. Jaz se tudi strinjam, da to pomeni tudi en del velike socialne varnosti. In je veliko lažje varčevati za nepremičnino 20 let, kakor 5 let, recimo. In kot starš sem jima, bom rekel, odprl varčevanje v plemenitih kovinah, kjer lahko varčuješ naprimer 100 evrov mesečno brez obveznosti, kadarkoli lahko odprodaš, lahko kdaj daš več, kdaj manj, kdaj lahko dajo dedki, babice namesto kakšnih drugih neumnosti. In recimo, če rečem 20 let na povprečje 8%, kakor sem omenil, 100 evrov, to pomeni, da lahko privarčuješ preko 50 000 evrov. Si mi veliko z jezika vzel, če imaš kakšno kalkulacijo narejeno, pa da to že... Ker če bi varčeval pa recimo na 2%, bi pa bistveno manj, bi pa v bistvu, mislim, da če se ne motim, okrog 29 000 evrov. Tako da tukaj je ena lepa popotnica, ki jo lahko starši damo z rojstvom otroka pol otroku, ker ne nazadnje, vmes imaš gotovo tudi kakšne druge stroške, ne vem, nakup računalnika, kakšno potovanje za njega, kakšno jezikovni tečaj ali pa študij v tujini, ne nazadnje, ker mu želimo omogočati vsi starši otroku dobro izobrazbo, ampak če vse to nekako lahko sfinanciraš skozi svojih tekočih dohodkov, mu pa ne nazadnje lahko daš eno popotnico v samostojno življenje. In to je v bistvu, da potem gre v nakup mogoče nepremičnine. Vem, koliko bi to meni pomagal,
in verjamem, da tako lahko. Super, Peter. Daj vas vzeti meham pauze, pa bova nadaljevala po pauzi. A prav? Velja. Okay. Okay. Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom. Tukaj sedim z mojim gostom Petrom iz podjetja Elementum in nadaljujeva temo glede plemenitih kovin in nepremičnin. Peter, jaz sem razmišljal, ker otroci so res od nas odvisni. Tudi že skoraj smo bili mi odvisni malo od naših staršev, ker štartati nekaj, kupiti eno nepremičnino, je to res ena velik strošek. Tudi banka, če gre nekdo po kredit, bo zahtevala 20, 30, 10% lastnih sredstev, da mi kupimo eno nepremičnino. Vemo, da so danes stanovanja 200 tisoč evrov, je to nekaj že čistega normalnega. Se pravi, moramo dejansko imeti vsaj 40 tisoč evrov lastnih sredstev. In točno to, kar so se pogovarjali, da nekdo že varčuje, pa da spet sprav skupaj teh 40 tisoč evrov, enostavno je to res dobra ideja oziroma nasvet, kako to narediti. Ja, jaz vidim v bistvu ravno plemenite kovine eno izmed res najboljših kombinacij pri varčevanju za ta cilj. Eno zato, ker so plemenite kovine omejene. Drugo, ker, bom rekel, diverzificirane so, se pravi, ni samo en kupec. Medtem ko pa lahko izkoriščamo še tudi eno posebno strategijo v tem obdobju, to pa je sorazmerje med zlatom in srebrom in še tukaj dodatno koristimo, bom rekel, efekt povečevanja količin. Prava celo oddajo, mogoče, da to razložim, ampak res zanimiva stvar in dejansko na ta način lahko priješ na pravo strategijo do res lepega rezultata pri ustvarjanju premoženja. Če pa govoriva še, da to v bistvu delamo v obdobju od rojstva otroka do recimo njegove polnoletnosti ali pa osamosvojitve, je pa to lahko zelo lepo orodje, ki ti otroka na njegovem primeru učiš o financah, o upravljanju z financami. Meni se je to izkazalo pri mojih dveh sinovih za zelo v redu stvar, orodje in samo priporočam. Peter, jaz sem nepremičninar, nisem strateg v te kovine. Kdo pa to meni pomaga pri tem, rečemo, ker jaz nimam časa slediti, nimam to, a to, če jaz se povežem z vami, s teboj, rečemo, lahko tudi dobim informacijo od vas, kdaj moram to narediti, pa te zadeve? Ja, v podjetju Elementum imamo organizirane skupine svetovalcev, ki je vedno na voljo za različne nasvete. Se pravi, tudi o nasvetu, a je sorazmerje zdaj zanimivo za nakup zlata ali za nakup srebra, skratka, kaj v različnih primerih narediti. To lahko rečemo, da skozi prakso 18 let že na trgu imamo veliko dodano vrednost pred ostalimi ponudniki na trgu, tako da ja, stranka se lahko obrne na nas. Želimo si, da si stranka tudi vzame čas, ker vemo, da v zdajšnjem času ljudje enostavno hočejo vse kar na hiter, na TikTok način. Pri ustvarjanju premoženja tega ne gre in je škoda nekaj površno gledati, reagirati, ker boš naredil napako. Tako da je pomembno se informirati, narediti pravo strategijo, imeti ta prav cilj in potem biti vztrajen pri tem. Ker velikokrat ljudje precenjujejo, kaj lahko naredijo v enem letu in podcenjujejo, kaj lahko naredijo v 7 letih. In pri varčevanju za nepremičnino, za pokojnino, za, bom rekel, šolanje otrok, je pa lahko, bom rekel, prava strategija in pa ta prav odnos do naložbe in vztrajanje, dosežeš rezultat, ki ga nikoli se ne bi pričakoval, tudi z nižjimi zneski. Mogoče sam še to, veliko ljudi je mnenja, ko govoriš o plemenitih kovinah, ali pa mogoče tudi nepremičninah, ki jo se rabi imeti pa ogromen denarja. No, ravno plemenite kovine imajo tukaj eno prednost, da lahko ti tudi z manjšimi zneski že začneš varčevati. Ne rabiš imeti ogromne zneske, moraš pa vedeti, kako kupovati tudi za male zneske po najboljši ceni. No in tukaj smo mi ta oseba ali pa nasvet, ki vam lahko damo, da boste za svoj denar dobili največ plemenitih kovin. To je. To je zanimivo. Sam Peter, ko sem razmišljal, pa jaz prijem k tebi, pa kupam, pa prinesem enega taga mečkanga domov, pa ga spravim, kaj pa to, pa mi eden pride, pa mi vse skupaj. To mene skrbi, da mi pa reče, tam pa doma 20 zlatih kovancev, to bo pa zdajle.
Tako je, ja. Recimo večina ljudi, ko se pogovarjamo o plemenitih kovinah, pravi, jaz bi rad imel zlato palico in bi jo rad imel pri sebi doma. Ni nobenega problema, ne? Ampak obstajajo, tako kot si omenil, določeni riziki. Ja, to je to. Tako da, ja, mi ponujemo rešitve in za te, ki želijo imeti pri sebi doma ali pa da sami spravijo, in bom rekel rešitve, ki jim mi ponudimo, da jim omogočimo hranjenje, varovanje in zavarovanje v naših trezorjih. Tako da vse opcije obstajajo in lahko rečem, da smo v podjetju Elementum res najbolj univerzalen ponudnik plemenitih kovin v Sloveniji in dejansko lahko ponudimo stranki tist, ki res potrebuje. Oziroma, da ji vse te opcije predstavimo, ki so na voljo in se pol ona lahko odloči za najboljšo glede na njene želje in glede na njene cilje. To se dejansko lahko vi za mene hranite. Ja, kako pa jaz vidim, da imate vi res moje kovančke tiste ali pa srebro neki spravljen? Ja, zato imamo v bistvu posebne postopke, kjer dejansko se točno ve, kako gre ta transakcija od nakupa, fiksiranja cene, ko gre blago iz kovnice v skladišče, ko se moramo razknjižiti, dobite račun za nakup, račun za hranjenje, pregled inventure, skratka, vsi te postopki, kjer se lahko dejansko vidi, da je vaša plemenita kovina tam, kjer mora biti. Ne nazadnje, tudi vi lahko osebno pridete kadarkoli prevzeti te plemenite kovine in jih pol sami spravite. In kadarkoli lahko tudi odprodate plemenite kovine. Tako da vi niste vezani, da more en drug kupec kupiti plemenito kovino, da jo boste vi lahko prodali. In to je pomembno, ker podjetje Elementum ima direkten stik s kovnico. Te kovnice, s katerimi sodelujemo, imajo tako imenovan good delivery status. To pa pomeni, to se obnavlja vsako leto, da ne bo pomote, da mora kovnica zagotavljati kvaliteto in pa likvidnost. Se pravi, da lahko kadarkoli vi odprodate in da veste, kaj kupite. Ker ni vse zlato, kar se sveti, je slovenski pregovor in to še posebej drži tudi pri plemenitih kovinah. Je pomembno, od katere kovnice so plemenite kovine, kakšne čistine so. Tudi v Sloveniji je bilo že kar nekaj ponaredkov, bom rekel, odkritih, tako da malo cenejši nakup je lahko ekstremno drag nakup. Tako da v podjetju Elementum res gledamo na to, da sodelujemo recimo s kovnico Umicore, ki ima najdaljši status good delivery na svetu, govorim neprekinjeno, že od 1930. leta. In čistko mogoče malo za občutek, letni promet je preko 30 milijard evrov, tako da, kot ste vi odprodajali vaše plemenite kovine, ne rabite skrbeti, se pravi, ko date nalog za odprodajo, ko se fiksira cena, dobite vaša sredstva na transakcijski račun od 5 do 7 delovnih dni, to je stalna praksa že 18 let podjetja Elementum. Zdaj si me že malo približal k odločitvi, da je žal, so moji otroci že toliko stari, da bi imeli že tistih 50 000 evrov, kot sva rekla, ampak lahko jim pa na svet prinesem za svoje vnuke naprej, da nekako začnejo razmišljati, kaj res ta kako bo bodočnost za naše vnuke, noben ne ve. Mi smo za sebe že nekako poskrbeli. No, mogoče tudi, ker si omenil otroke, ki so zdaj že starejši, oni se mi zdi pomembno, da zasledujejo pol ta cilj, bom rekel, imeti zlato rezervo oziroma pol varčevanje za pokojnino. Oba dva veva, da se prebivalstvo Slovenije demografsko stara in da, bom rekel, če ni dosti vplačil v pokojninski sklad, so pokojnine nižje. In da bomo mogli sami ali dalj časa delati ali pa sami poskrbeti, da nam standard v penziji ne bo padel. In ogromno svežih upokojencev poznam in, bom rekel, skoraj ne poznam nobenega, ki ne bi jamral, da je ful preniska penzija. In spet s to strategijo na srednji do dolgi rok lahko resnično si za majhne zneske rešiš ta problem po domačačen in ravno te konkretne izračune lahko mi v Elementumu pripravimo za stranko in, bom rekel, pol je odločitev precej lažja. Fajn, no, to bom jaz prišel, nekaj vsej, gledajte, da damo, naprimer, na mesec, da greš na eno dobro kosilo ali pa večerjo, na mesec pa greš, pa daš to, vložiš v, kaj pa... Se ne nazadnje za sebe varčuješ, to ne porabiš, privarčuješ. Tako, ja, sej, ponovadi, če bi pa rabil, bi pa lahko prav, kot sem razumel, zelo hitro vse skupaj.
Tako da ja, bomo to definitivno naprej posredovali našim zanamcem, bom rekel, ker pa zase bomo tudi mogli malo skrbeti za našo pokojnino, ne, tako da vidimo, koliko jo bo. Tako da predlagam, da se mi vzamemo dali še malo časa in rečem našim gledalcem, da se vidimo čez nekaj dni. Dobrodošli nazaj v oddajo Moj dom, skupaj s mojim gostom Petrom iz Elementuma se pogovarjava o plemenitih kovinah, kako kombinirati z nepremičninami. No, zdaj bova šla pa kar na direktni primer. Evo. A ne, kje, Peter, vidiš, da bi si mi lahko pri nepremičninah pomagali s plemenitimi kovinami? Ok, nekaj sva že rekla, da Varčevanje za prvo nepremičnino. Tako, in potem rešen. odprodamo. Ja. Kje pa še vidite kakšno možnost? Recimo, velikokrat se konkretni primeri uporabijo plemenite kovine, ko se odločaš za nakup in ko moraš dati aro. Ne? To je praksa, ne vem, ponavadi kakšen 5% do 10%, ne? Ker ti pa rabiš čas, da si urediš financiranje, ne? Finančna konstrukcija. In tukaj v primeru, da imaš plemenite kovine, ki so v naraščajočem trendu, je škoda jih prodati v bistvu. Ne? Tako da za aro samo lahko ti v bistvu jih enostavno v fizični obliki zaaraš pri prodajalcu. Na ta način v bistvu čisto operativno so lahko v tem trenutku plemenite kovine shranjene pri nas, kjer v bistvu se ne morejo odprodati oziroma brez dovoljenja, bom rekel, ali agencije, ali bom rekel prodajalca. Aha, to možnost pri vas imate? To je možnost, seveda. Dejansko mi javimo, gledajte, tukaj je ta gospod pri nas podal aro v obliki vaših tih, vi to zabeležite in to je to. Tako, kot nek fiduciarni račun, recimo, ne, ko govorimo o denarju. Ko se konstrukcija uredi, ko so, bom rekel, nepremičnina, ki je plačana, kupec dobi plemenite kovine nazaj in zadeva rešena. Zanimivo, ker inštrument are ne pomeni, da se ara všteje vedno v kupnino. Tako je. Ponovadi se ara vrne, plača se pa celotna kupnina. Zanimiva zadeva. No, gremo. Druga zadeva, ki je tudi zelo, se mi zdi smiselna, je pa pri najemu. Pri najemu stanovanj običajno se plačuje varščina, če se ne motim. Zdaj pri visokih najemninah je ta varščina, rečemo, kar trikratna, lahko če je novogradna, pa 1000 evrov, je to kar enih 3000 evrov. Ja, se pravi, to je nekje, da mogoče za občutek rečemo cirka ena unča, to je 31 gramov do 50 gramov zlata. In vprašanje, ki se postavlja temu, ki daje stanovanje v najem, se pravi najemodajalec, on se želi imeti čim višjo varščino, a je tako? Ja, ponavadi, ja. Se pravi, on dobi recimo 3x po 1000 evrov, 3000 evrov in je ta najemnik noter 10 let, njemu se varščina ne povečuje, ne? Ampak ima 3000 evrov. Inflacija pobira vrednost tega. V bistvu se celo zmanjšuje realno. Tako, ja. Zakaj ne bi v bistvu sprejel najemodajalec varščino v obliki zlata? In tudi, se pravi, recimo 50 gramov zlata in vrednost tega zlata raste v 10 letih. Se pravi, tudi njegova garancija se povečuje ves čas. Realno povečuje. Na drugi strani ima pa interes tudi najemojemalec, ker on lahko da 3000 evrov in bo čez 10 let dobil nazaj 3000 evrov, ko bo vrednih pol manj, ne? Če gledamo zdaj realne podatke. Če bi pa dal on 50-gramsko zlato palco, bi pa dejansko imel višjo vrednost in dejansko bi s tem ohranil svoje premoženje. Tako da tudi te rešitve imamo in jih lahko že danes uporabimo in se tudi že uporabljajo. To ni nič novega na trgu, mogoče pa manj poznano. Tako da super rešitev tako za najemojemalca, tako kot tudi za najemodajalca. Seveda je klepa naloga naš posrednikov pri prometu, da mi prepričamo oziroma podamo to zgodbo, bomo rekli, in enemu in drugi strani, da pokažemo vse prednosti teh stvarih, ampak dejansko pa, gledajte, spet sem rekel, Peter, jaz nisem strokovan tem, a jaz lahko pošljem te dva in najemojemalca in najemodajalca k tebi, da jima razložiš, kaj ima ta, kakšna je to varnost, kako to poteka, pa da jima ti razložiš,
Z veseljem. Ja. Tudi zato smo pripravili posebne bone za 1 uro svetovanja in bom rekel, z nepremičninskimi posredniki sodelujemo na ta način, da mu nepremičninski posrednik podari stranki bon, kjer se lahko informira, lahko tudi o zelo specifični temi, kot ste rekli, ne, ker ne nazadnje 3000 evrov lahko ostane 3000 evrov, lahko pa reče potem, oziroma obadva, da imamo pa za ta denar, ki bi tako in tako mogel stati, kupiti plemenite kovine in se vse to pol zrealizira. Tako da tudi za samo priporočilo se lahko pol dogovorimo z tako najemnikom, z posrednikom, za en del, bom rekel, priporočilne provizije, tako da načeloma zelo fina stvar za vse v principu. Ja, zdaj se mi da vsa pogovarjala o kupcu, pa o najemniku, najemodajalcu. Kaj pa prodajalci, rečemo, ki prodajo nepremičnine? To se pravi, vidim, da imate tako razširjeno vašo paleto ponudb, po storitev, bom rekel, kar se tiče plemenitih kovin. Kaj pa rečemo, gledajte, mi imamo veliko strank, ki prodajo svoje nepremičnine. Sploh ti starejši, ki nekako prodajo in grejo v eno stanovanje živeti, ostane jim nekaj denarja. Se pravi, bi bilo pa tudi pametna naložba v kaj takega, da jim ne bi šlo še naslednjih 10, 20, 30 ali celo več let, ko uživajo svoj penzion nekje v enem mirnem okolju, v enem stanovanju, a ne pa više imajo denarja. To je v bistvu vedno bolj pomemben segment ali pa vedno več ljudi te starosti se obrača na nas za nasvet, ker ponavadi, ko družina raste, se pravi, ko se poročiš, dobiš otroke, tudi potrebuješ večje stanovanje. Takrat nimaš ti viška denarja, potem pa prideš do enega maksimuma po kvadraturi nepremičnine, potem pa otroci ponavadi grejo drugam živeti in ti kar naenkrat ne rabiš več toliko velike nepremičnine. In se odločiš za odprodajo, se pravi, greš v manjšo nepremičnino in potem ti ostane nek kupček denarja. Zdaj, večinoma se ta denar je potem plasiral v depozit, kjer vidimo, da realno je izgubljal na kupni moči. No in tukaj lahko v bistvu so zopet plemenite kovine lahko tista rešitev, ki ti ohranja kupno moč, ker lahko vsak mesec, kakor sem prej govorila o varčevanju mesečnem, lahko tukaj tudi vsak mesec en delček prodaš. In bom rekel, to razliko do prejšnjega standarda pokrivaš skozi, bom rekel, plemenite kovine in postopno odprodajo na trajnik mogoče. In glede na to, da je to spet na daljše obdobje, plemenite kovine ohranjajo kupno moč in bojo v tem obdobju gotovo rasle še naprej, tako da v principu je res taka zmagovita kombinacija. Se pravi, a to potem jaz moram vsakič poklicati tebe, a to danes lahko že vse preko računalnika, da to dam ta naročila, pa tako, da ni treba ne vem kaj vse, kako to potem? Ja, običajno je tako, da prvič seveda se stranka osebno posvetuje z našimi svetovalci, potem pa dejansko lahko se vse stvari avtomatizirajo. To ne pomeni, da se moraš vezati, da mora tako biti 5 let, 10 let, recimo, kar mogoče pri kakšnih drugih produktih, ampak je to zelo v bistvu fleksibilno. Tako da ja, lahko avtomatiziraš, če pa rabiš kadarkoli še nasvet, se pa seveda lahko obrneš na nas. Še posebej v tistih trenutkih, ki sem prej rekla, ko je pa smiselno mogoče srebro zamenjati v zlato ali pa zlato v srebro, zato da bi povečal količino plemenitih kovin, oziroma zasledoval to strategijo, ki jo v Elementumu smo razvili za naše stranke in je dejansko unikatna v Evropi in v svetu. Aha, to imate vi tudi vaše poslovalnice tudi kje drugje kot v Sloveniji? Ja, podjetje Elementum leta 2006 je bilo ustanovljeno v Sloveniji, dodatno do danes je še potem podjetje Elementum Nemčija, Elementum Švica, kjer se hranijo plemenite kovine, Elementum Portugalska in Elementum Hrvaška. Tako da iz Slovenije se je razširila ena lepa zgodba, know-how o produktih se je vzpostavil v Sloveniji, tako da lahko rečemo, da smo zelo, bom rekel... Zanimivo, redko slišimo, da smo Slovenci tisti, ki smo to nekaj dali še v posebej na eni taki konzervativni naložbi, kot sta zlato in srebro. Ampak zanimivo, Peter, da si me prepričal, da le nismo tako na različnih bregovih, še enkrat to lahko rečemo, da dejansko bi se lahko zelo povezovali mi, nepremičninarji, pa vi.
plemeniti kovinarji, kako imate, malo v hecu, a ne? Ja, tukaj se mi zdi res to, kar si povedal. Predvsem, kar sem slišal podatek, da še vedno ogromno nepremičnin se prodaja tako malo čez roko, ne? In da je lahko tukaj tudi precej teh pravnih nevarnosti, da niso urejeni papiri, kjer ima pol kupec ogromno enih stroškov. In tudi tebi se moram zahvaliti, da sem se veliko naučil od tebe na področju nepremičnin in lahko samo priporočam, da je dobro, da se nepremičnine kupijo preko posrednika. Super, super. Dragi gledalci, prišli smo do konca. Jaz se zahvaljujem Petru za obisk v studiu in se vidimo v naslednji oddaji. Hvala, nasvidenje.